Čeprav smo si v tem delu oddaje dobrega moža iz NIJZ že večkrat privoščili, pa se nam je ta teden celo zasmilil. Ne samo zaradi bližajočega se decembra, ko bo moral kljub pandemiji obiskati vse otroke sveta, ampak tudi zato, ker si ga je sred ulice privoščil Zlatko. Ne ta dober zališčar z televizije, pač pa ta poprečen reper s Fužin. Mislim, da moramo pred nadaljevanjem današnji segment preimenovati. Režija, prosim. To je že boljše, ja? Vse gre narobe. Reperja žlahtnega imena, ki ga zadnje čase poznamo predvsem po nežlahtnih dejanjih, očitno vse bolj vleče v medijske vode. Potem, ko se je poleti že preizkusil kot neuradni govorec na državni proslavi, nato pa pred slabim mesecem še kot nesojeni snemalec, je zdaj postal še pravi nadlegovalec. Oziroma, kot temu reče sam, novinar. Dajmo pogledati, kako je potekal njegov prvi intervju z gospodom Krekom. Krek vztrajno koraka stran, medtem ko mu Zlatko snemalcem sledi. Gospod Krek, bi odgovarjal na kakšno vprašanje? Koliko denarja se dobil za 90 milijonov žrtvi, da ne poveste, da bo 90 milijonov žrtev? 90 tisoč. 90 tisoč. Gospod Milan, to so vprašanja državljanov Republike Slovenije. Vas je kaj sram? Gospoda, vas je kaj sram? Samo vprašanje, zakaj ne dvigujete človeka, ki bo Ne, mi vas ne sprašujemo. Ja, je to nadlegovanje? Ja, hvala Bogu. Vas je kaj sram? Ali tebe kaj sram? Materno. Okej, kot ste videli, vsebina oddaje Zlatko na kladko ni ravno presežek. Pravzaprav slabše oddaje nisem videl vse, odkar sem enkrat po nesreči naletel na ponovitev svojega opusa z ene druge televizije. Snemanje človeka proti njegovi volji je seveda zavrženo dejanje. Tudi ne morate ga razumeti, Zlatko ni hotel žalga. Človek, ki za ogleda naredi karkoli, pač ne more razumeti, da nekateri dejansko nočejo, da se jih snema. Sprehod neuradne novinarske ekipe in gospoda Kreka se je končal šele po pol kilometra, ko je direktor NIJZ poklical policijo, ker mu je enostavno zmanjkalo sape. Se pravičujem, zmanjkalo mu je potrpljenja. Dejanja Zlatka so obsodili v koaliciji in opoziciji, minister Hojs pa je napovedal. No, jaz pričakujem od policije, da bo v najkrajšem času, torej še v tem tednu, podala ustrezno kazensko ovadbo na tožilstvo. Pričakujem, da se bo tožilstvo zgonilo relativno hitro, torej da ne bodo zadeve trajale v nedogled in seveda, da bodo končno ljudje tipa Zlatko ustrezno procesirani. Večina ljudi bi se seveda strinjala, da se to vrstno vedenje ustrezno sankcionira. Je pa tudi res, da nas malo zaskrbi, ko iz ust tako strogega politika zaslišimo, da bodo ljudje tipa Zlatko ustrezno procesirani. Ne vemo namreč, kaj točno pomeni procesiranje, niti kaj točno je človek tipa Zlatko. Če gre za tip zakonskega prestopnika, potem je verjetno vse v redu. Če gre za tip influencerja, smo že na tenkem ledu. Če pa gre za tip tako imenovanega čefurja, pa smo nedvomno zašli. In s to mislijo zaključujemo današnji poseben segment. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.